Stav je, da je bil ponižen. Kot veste, v Mohorjevem koledarju osnutek romana in Nemezijana spreobrne na koncu. In tokrat v dokončni verziji ga ne spreobrno in je pristavil na moderno romanopisje, da spreobrniti se mora bralec, ne pa njegov junak. Tako da bi rekel, to je res višek. Jaz upam samo, da bojo prevajalci dostojni tega izjemnega beseda. To je pa načrt, ne? Vi boste spremno besedo napisal za francosko izdajo. V zvezi z nastankami pa citirajo en zlom iz njegovega pisma. Ta roman je zanj izredno zahteven in on se je kar naprej bal, da ne bo mogel do konca prijeti. Pravi tole, to je pismo doktorja Franceta Koblarju. Hvala vam za pismo, s katerim ste me tako prizadeti, ste se tako oglasili v zvezi z mojim rokopisom. Kako naj vam rečem? Meni je manj do tega, da delo kdaj objavim, kolikor do tega, da ga zdaj končam. Zato sem se vaše sodbe bal v tem smislu, da mi utegne zavreti tisti salet, ki ga še potrebujem, da pridem povesti do konca. Vesel sem, da vaše pismo ni bilo takšno, da bi me ohromilo. Do svojega dela sem namreč dokaj ravnodušen, kadar je končano, manj pa dokaj je še v nastanju. V celoti sem vam hvaležen za vaše jezikovne pripombe. Ena od nalog, ki sem si ga dal v delu zadal, je bil tudi poskus, da se čim prej vsestransko razmahnem v besednem inštrumentu. V ta namen sem se tudi ves čas razgledoval po domačih in tujih vzornikih, od Finžgarja do Mozila. Zdaj pa, če preletimo še tole knjigo do konca, še eno vprašanje. Posebno poglavje namenjate Kocbeku. V kakšnem odnosu sta bila Rebula in Kocbek? Sta prijateljevala? Zakaj je šlo? No, ta kompleks... Ker drugače ga zelo vežemo z Borisom Pahorjem. Ne, torej, odnos Pahor-Rebula, to je posebej, to je tržaški problem. Drug problem je pa seveda krščanstvo. Tukaj je treba imeti tak povezavo, ampak problem Kocbeka je pa res izredno kompleksen. Recimo o tem priča njegov znameniti dnevnik Previsna leta, ki imate dnevnik 74, 75, 76, ta kompleks, kaj se je vse dogajalo in kakšen je ta njegov delež tam zraven. Ker zlasti seveda je Rebula bil sodeloval pri tisti brošuri, Kocbek čuvač našega časa, in iz teh njegovih dnevnikov je zapisal natančno, poznate, kako je ta stvar nastajala, kaj vse sta predvidela in katere, te zavore so bile in kaj se je dejansko dogajalo, ko je ta brošura išla. Recimo, Pahorji so prepovedali to Slovenijo. On je pa lahko, ampak ni hotel gor hoditi, recimo, kot pravi, ne maram gor, poslal sem samo ženo Zoro. To je imel velike probleme s sabo, ker seveda v tistem času je ta ideološki problem, ta konflikt seveda je bil dosti hujši. In seveda Rebula, kot en tak izjemen karakter, seveda je te stvari imel skrajno osebno in globoko, ko brez kakšnih zadrž. To, kar ste vi nakazali, se mi zdi zelo pomembno, da vemo, da na začetku te knjige je bil Alojz Rebula.
on je imel to idejo, da mora Kozbek pred smrtjo izpovedati, kako je to bilo, kaj on to čutil, drugače ne bo mogel iti mirno na on svet. To je bila njegova globoka ideja, da mu je treba pomagati in je potem s to idejo sta se pogovarjala z Borisom in potem je Boris to uresničil, ampak rekel, on ga, in najprej ni bil za to in potem ga je Lojze prepričal Borisa. Zato, mislim, to je zgodba, ne, iz geneza tega, ne. No, ampak hočem reči, to je on ločil Kozbeku njegovo politično, zgodovinsko stališče in pa Kozbeka kot vizionarja, ne, kot kristjana. No in tukaj se vedno zanimal ves, zelo zanimivo, ne, ves med temi intelektualci, ne, s Kozbekom, pa tudi z Andrejem Zapudrom, s katerimi se ni vedno osebno ujemal, pa je bila francoska kultura. Zato to, kar ste vi povedali, ne, da ne bi šel tudi na Sorbono, ne, kar se je napisal, tudi, ampak je Ljubljano izbral, to je velika žrtev zanj bila, če smem povedati, ne, sem imel že najavljena predavanja v Rimu, pa mi je rekel Ales Rebula, ne bojte v Rim, Rim je provinca, ostanite v Franciji. Ne. Se pravi, sem rekel, kaj vas pa tako fascinira med Francozih, ne? Je rekel, ja, francoski svetniki, ne? Jacques Maritain in drugi, se pravi, on je verjel v rekel, to krščansko Francijo, ki jo nekoliko idealiziral, to se drži. In zaradi tega je tudi marsikaj frankofilov, ne? Tudi osebnostna razmerja odpustil, ker se nekako pri tem navdihoval. In tudi zadnjem obdobju življenja si je želel življenjepise Terezija z Lizjeja in Janeza Vianneyja, se pravi življenjepise francoskih svetnikov in jih je znal tudi citirati, ne, navajati. Ne. Zelo zanimivo in zanimivo tudi, ne, da sta mu bila blizu, ne, Slomšek in Baraka, slovenska svetnika. Ja, in tudi v 80-ih in 90-ih letih je veliko potoval prav po Združenih državah Amerike in Kanade. Tako zelo lušne slike so zgovarjenja, ne, po Ameriki. Je pa nastalo tudi veliko knjig, kot tale življenjepis, ampak dnevniški zapisi, Dolg veliki jezer, Oblaki Michigana. Ti potopisi tudi, so izjemni, ja. V zadnjem delu knjige pa je veliko poudarjate zadnja dela, ki jih je napisal, ampak tudi vse nagrade, priznanja, ki jih je prejel. Tudi recimo veliki nagrada, priznanje Viteški red za zasluge Republike Italije, Zlati red za zasluge Republike Slovenije. Kaj so mu pomenile nagrade? Jih je cenil ali tako? To ni bilo pisano za njega vredno. Glede na njegov načaj, namreč te nagrade niso vem kaj. Pa še nekaj, ko sem še premenil, vse so prihajali prepozno. Nagrado rab mlad človek, podbudo, ne pove, ko že v pensionu in vse mimo. To so že take, rekel, bolj starostne zadeve. Naprej, tako mislim, da je pač to, da je te stvari se čutila, so bile pa kategorizirane, se razume. Sam jaz ne vem, kera je bolj pomembna, katera je bila najbolj pomembna, in tudi ne vem, ali ga katera posebej, rekel, razveselila, kaj pomenila, tega pa žal nikjer nisem zasledil. No, sam je povedal, da kakšno nagrado je sprejel, ker je čutil, da so njegovi rojaki Slovenci na Tržaškem preko njega tudi priznani, tudi opazni. In je videl, da ne sme tega odkloniti, ker bi odklonil priznanje temu, kar se dogaja v Trstu na Tržaškem. Je pa zanimiva njegova zadnja nagrada, da je postal častni občan Loke. Veliko poslušno, pravi, mislite, da bo to kaj pomenilo pred Svetem Petrom. Se rekel, gospod Lojze, absolutno nič.
Sem rekel, ampak če vi to odklonite, a ne, omalovažujete ljudi z Loke. Oni vas imajo radi in noti imate opise loških hribov. Njim to pomeni, veste, v Loki, kaj se pa v Loki velikega zgodi? Rekel, ja, kaj pa sploh? Jaz sem rekel, sveta maša, ja, to pa drži, ne? Ampak, sem rekel, osiromašite Loko za ta dogodek. A pravite, da bi potem to sprejel? Sem rekel, ne vi, ampak za Ločane sprejemite to. No pa bo. Se pravi, vedno, to je nekaj čudovitega, ne? Sam ni potreboval, ne? Priznanje časti, ampak preko drugega pa je tudi sprejel, pa kako bi rekel, edinega človeka, ki sem ga poznal, ne? Ki se je žrtvoval, pa sprejel priznanje. Ne, dogaja se, da izjemoma kdaj kdo odklon Prešernov. Ne, v tej zvedi treba to. Ne. On je ni bil vesel, ampak je vzel, ne, ni jo pa odklonil, kot so recimo kakšnega protesta, ali kaj se tako, pa to se je res redko zgodilo, ne vem, moče 2-3. Ja. Jaz sem rekel, pa se ste priznam pisatelj, rekel, bežte no, še tisto Prešernovo sem si jo moral deliti. Ja, zase razvijem. Pri vsem tem pa morda tako preseneča, kako malo prevodov je doživel v svojih del. Ja. Kaj bi pokomentirala k temu? Ja, to smo včeraj govorili v Trstu. Veste, kako je? On je zahteven, ne? In njega prevesta, ne, za jezikovno briljanco, kot bi on rekel, je težko, ne. In včasih, oprostite, da tako rečem, ne, nisem merodajni, ampak to je gospa Nikolič tukaj, vidim, ki mu je dala priznanje. Po tistih kritikah določenih, ne, italijanskih prevodov, bi rekel, da škoda, da je kakšen šol, ne, ker je dobeseden, ker drugače bi rekli še čaka, ne? Ampak mogoče se lahko tudi Dostojevskega, tudi Šekspirja vedno na novo prevajajo, boste že poskrbili na novo prevesti. Težko so se tega lotili, v francoščini je šel jutri čez Jordan, ki je imel pa strašno lepe kritike. In je bil tudi v teku, v krogu za katoliško nagrado. Literarno. Vsaj tista knjiga. Ne. To je ena reč. Druga reč pa se mi zdi, da čaka na tisti, ki so izjemni prevajalci, se ga ne upajo lotiti, ker je to zahtevno. Ampak mislim, da počasi s prevodno literaturo, jaz mislim, da bi nujno mogli preko naših ljudi v Clevelandu, v Washingtonu, New Yorku doseči prevode v angleščino in potem bi imel odmevnost. To sem prepričan. Ker pa smo tudi v teh prostorih, veliko let je pisal kredo za družino, še po njegovi smrti so izhajali zapisi. Takrat te krede je zelo rad pisal in veliko so pomenili. Ja, mislim tako, ne, da je on res takrat našel zelo pomembno vlogo, da je to, torej pač prinašal kredo vsako nedeljo, vsako družino, ne, da je on seveda za slovenski svet, ne, nekako lansiral to stvar na enem nivoju, ne, ki ga znovu, ne, in zaradi tega, ker je to pisal on, ne, ker je bil pisatelj, poleg tega pa tak poglobljen katoliški mislec, da so te stvari, mislim, bi imele zelo velik odmev v tej katoliški sferi, ne, to mislim. Doktor Kovač. Ja, hočem to reči, ne. Veste, kredo je pisal, to moramo vedeti, ne, ob koncu
rekel, tedensko, ne, redno začel pisati, ko je šel v pokoj. Rekel, zdaj imam več časa in lahko, in tukaj so redniki družine vedel povedati, da je že nekaj let želel nehati, ne. Ampak moramo vedeti, da je to bila najbolj brana rubrika do konca. Ne. Se mi zdi, da je sočna, vedno bolj duhovna, izzivajoča. Tako moram reči, njegov osebni problem, ki se kaže v kredu, je bil Kozbek. Ne? In ta problem je bil, ali bi lahko Kozbek ravnal drugače. Vprašanje je bilo, ali bi se lahko naša polpretekla zgodovina odvijala drugače. Ne? Takrat, ko je izdal Divjega goloba, mi je rekel, da on raziskuje, kdo je dal povelje za to, kar se je zgodilo v Kočevskem rogu. Ne. In on je tudi v Divjem golobu ima, ne, pravi, nacistični zločinci so se smeli zagovarjati 15.000 slovenskih, 12.000 slovenskih fantov, pa ne. In nišče mu ni pisal, da to ni res. Ne. Še predno je Pahor to objavil. Tale, bi rekel, ti fantje bi se poročili, bi bile družine, to je 50.000 Slovencov, pravi, to je eno celje. On je to čutil, to tragedijo globoko. Ne. In o tem je do konca razmišljal, ali bi morali kristjani biti tako kot šolari in tako naprej. Težko zdržati. Težko je bila tudi sredinsko linijo zdržati. Ne. No, ampak zelo zanimivo je, da ga je to stalno žulilo. Se pravi, to kardeljovstvo, marksizem. No in lušna anekdota, do konca se ni poslovil tega vprašanja, ko je prišel njegov vnuk iz Mehike, je bil čisto navdušen in ga sprejel, tam so samo dojenčke še sliki noter, ne, mogoče nova izdaja, da tudi njih imela, ampak ga je bil strašno vesel, ne? On je imel, kot vemo, tukaj ima 3-4, ni imel sina, ampak tako je bilo in ta vnuk mu je predstavljal, imam tega sina, je bil čisto navdušen in sin mu sam je rekel, da je iskalec in mu je rekel, ostanite čim tle iskalec, čim tle boste iskalec, tem globlja bo vaša vera. Zelo, zelo lepo. In sem vprašal, Ivan, kaj ga pa zanimalo, kaj te pa vprašal? Ja, vprašal me je, če so v Mehiki tudi komunisti. Hočem reči, od te, to je nosil vse so Bogi in to je trpel in to se je v kredu videlo. Ampak na koncu, in to je bilo pa tako lepo nagovarjajoče, so ga pa vedno svetniki nagovarjali in tudi svetopismo. Mislim, da ne bom izdal Skrivnost mladike, da je pisal na koncu apokrife. In jaz sem tisto bral in sem rekel, on rekel, da hoče tisto napisati, kar ni noter. Jaz sem rekel, ja, ampak so po vzoru evangelija opisani. Sem rekel, dajte tako, kot tam ste želeli na poti Vemaus in tako naprej, ste želeli črtice, biblične črtice, ki so apokrifi. No in potem se je opogumil in tista se mi zdi tako prisrčna, ko piše, kako je vstali Kristus prišel k svoji materi Mariji in ga ona vpraša, zakaj pa nisi k meni prvo prišel? No tako da je ohranil tole, bi rekel, to duhovitost, to izkrival se, in imel, sestra smrt je prišla prezgodaj, imel je namen še marsikaj dodati, spremeniti, ampak se pa izjemno lepo bere. To je zdaj naša stvar. No, si to bo šlo v prihodnjem letu, bo šlo pri mladiki tele pokrifne evangelije. Ja, to je skredom, jaz rekel to, da je Rebula skušal pri sebi stvari razčistiti. Skušal je priti do konca, ker to so temeljni problemi, in seveda
če gledate, recimo, koliko časa je pravzaprav te stvari premleval, ne, dejansko skušal te stvari predvsem dognati pri sebi. To se mi zdi, da je bilo zelo pomembna zanka. Če nima doktor Kovač kaj dodati k temu, jaz bi tudi zaključila tale pogovor. Mislim pa, da še nekaj. Samo to, ne? Ko bereš Alojza Rebulo, imaš vedno kaj dodati, se pravi, si z njim v pogovoru, ali se z njim prerekaš, ali rečeš, še premalo je zabil, bolj bi moral, ne? Ali pa rečeš, no tukaj pa šlo prehitro. Jaz bi samo zopet anekdota rekel, omaž njegovi soprogi, a ne? Tako je bil zavzet s problematiko in seveda on je bil na prvi interpretaciji eksistencialistov po vojni, ne? To je bilo moje področje, ker sva veliko debatirala in on je vedno rekel, to so se učili, a ne, da Gabriel Marcel, Maritain, so krščanski personalisti unije, medtem ko pa Sartre, pa Heidegger so pa ateistični eksistencialisti. In jaz sem rekel, veste, smo odkrili Heideggerove spise, in ga nimamo, sam ni hotel biti in ga nimamo več za eksistencialista. On je fenomenolog. Rekel, ja tako, to je pa zanimivo. Ampak zopet naslednjič berem eksistencialist, nevedni Heidegger. In nekaj te je naneslo, Zora se vedno, ko smo imeli debate, je rekla, to ni pravično, da jaz nisem zraven, ko vi debatirate. Gospa Zora, vi ste Cordon Bleu, izjemna umetnica tudi v kuhinji, ampak pustite tisto na miru, dajte nam solato in z nami debatirajte. In enkrat ne vem, kako to, da je bila zraven, ko sem rekel, da Heidegger ni bil eksistencialist. No, ampak se mi je zdaj rekla, ker sem ganjal, kaj ti potem se nikoli več ta oznaka pojavlja. Se pravi, ona je vedno to brala in jaz mislim, da on je velik pisatelj, ampak moramo v resnici povedati, Zora Tavčar je pa njegov kvalitativni plus. To sem hotel povedati. Lepo, hvala lepa. Hvala lepa. Ja. Tudi sam sem knjige zelo vesel. Jaz mislim, da lepo, da ste Tržačen to izdanje. Jaz sem mislil, da ga malo poznam, ampak tu sem pa ogromno stvari izvedel. Hvala lepa.